Ja, hvala lepa. Jaz bom to modrost demonstriral tako, da ne bomo nobene številke, oziroma boste samo dve številki, pa obe boste 5. Hecam se. Torej, tisto, o čemer bi jaz rad govoril, je eden od izzivov, ki je pred nami, pred Slovenijo, ki je pred Evropo, ki je pravzaprav pred celotnim zahodnim svetom. In to je pravzaprav izziv delovnih mest. Mi smo veliko slišali o gospodarski rasti, o bruto domačem proizvodu, o izvozu in tako naprej, ampak vendarle se moramo zavedati, vse te stvari so v funkciji tega, da ljudje lahko živijo, lahko poživijo, če delajo, oziroma če imajo možnost, da nekaj zaslužijo. In tukaj se kažejo pravzaprav obrisi neke velike krize, ki je vsaj zahodna kriza, če že ni globalna. Tisto, kar bi rad povedal zelo na kratko v 2 stavkih, je naslednje. Da se dogaja v svetu avtomatizacija, kompjuterizacija in globalizacija, da so 3 od 5 globalnih trendov in da vsi 3 vplivajo pravzaprav ne na nastajanje novih delovnih mest, ampak na izginjanje obstoječih delovnih mest hitreje kot na ustvarjanje novih. Da je 5 rešitev, ne da jih ima SDS 5, ampak 5 jih obstaja teoretično, logistična, skrajno leva, zmerna leva, podjetno desna in ustvarjalna desna. In zato, ker smo poleg teh trendov, ki so globalni, ki so dolgoročni, ki niso od včeraj, še v krizi. In za to krizo so neki strukturni vzroki, o katerih bom nekaj povedal. Dodatno jo poslabšuje zadolženost zahodnih držav, predvsem perifernih držav evroobmočja, in v Sloveniji dodatno vse stvari, ki jih nismo v krizi naredili. Zaradi teh 3 stvari ne smemo biti izbirčni pri teh rešitvah in bom zaključil seveda z nekaj rešitvami. 5 trendov. A, B, C, D, E. Avtomatizacija in z njo povezano izobilje hrane, industrijskih izdelkov, informacij oziroma kapacitet za proizvodnjo vsega tega. B, Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, globalizacija na splošno. C, klimatske spremembe. D, demografske spremembe. E, vse, kar je povezano z informacijskimi oziroma e-tehnologijami. Kot sem že rekel, A, B in E delovna mesta hitreje uničujejo, kot ustvarjajo nova. In tale vzorec, ki je z nami od industrijske revolucije, vsaj industrijske revolucije naprej, na nek način izginja. Tole je, tukaj sem že, nimam sinhroniziranih obeh displejev. Torej, 5 trendov. Tole je vzorec, ki je veljal od industrijske revolucije naprej. Slika je iz tovarne Henryja Forda. On je pogruntal na nek način to potrošniško paradigmo. Ne samo, da je on veliko zaslužil s tem, ko so delavci delali v njegovih tovarnah, ampak on je te delavce toliko dobro plačal, da so si lahko kupili avto. In na ta način pravzaprav kapitalizem funkcionira. Ne gre samo za zaslužek neke ozke peščice, ampak zato, da ta zaslužek lahko je, so nekateri ljudje oziroma so delavci plačani in si lahko stvari kupijo, si lahko stvari privoščijo. Zaslužijo in so tudi potrošniki. Seveda gremo pa v situacijo, ko ni več nujno, da nekdo dela. Delajo roboti, delajo v Aziji, delajo na Kitajskem. Še vedno veliko stvari naredimo. Še vedno je izobilje vsega mogočega. Ampak ni pa denarja, da bi ljudje vse te stvari pokupili. In nekaj časa smo mislili, da je rešitev pač ta, da si denar sposodiš, pa bo šla stvar že nekako naprej. Dejstvo pa je, da to ni rešitev na dolgi rok. Kot je to rečeno, ni zastonj posebej. 5 rešitev. Prva, logistika. Nekaj takega se je pravzaprav v zgodovini že dogajalo, pojavili so se stroji, vmešavali so delovna mesta, pa so šli ljudje, pa so stroje razbijali. Danes se pojavljajo ideje, ki jih nekateri citirajo v Sloveniji. Ja, če je problem delo, pa dajmo malo manj delati, pa bo več ljudi lahko delati. Če bi recimo ta vzorc pred 100 leti uporabili v kmetijstvu, pred 100 leti je 90% ljudi delati hrano, se ne bi nihče nič drugega spomnil, je bi pač namesto, da delaš cel dan na kmetiji, bi zdaj delali vsak pol ure na kmetiji. Ostali čas bi pa bili prosti, ampak se je izkazalo, da tako ne gre.
Skratka, ta teorija, da je dela konec, da bomo delali vedno manj, da se da preživeti za 4 urami dela na teden, je seveda lepa teoretična možnost. Težava je v tem, da če delamo malo manj, živimo veliko slabše. Za tist čas, ko ne bi delali, ne bi imeli denarja, da bi šli na krvav smuček. Bi ne zakorjeni sobi doma kakšno knjigo. Nezmerna levica. Kako rešuje problem pomanjkanja povpraševanja oziroma dela? Ustvarjamo neko nekoristno delo. V nekem trenutku so tudi v Egiptu ugotovili, da pravzaprav tisto hrano, ki jo rabijo, pridelajo takrat, ko je pač na polju kaj zadelati, sicer pa je kaj početi, pa so naredili piramide. In takih piramid v državah, kjer je država velik investitor, kjer država misli, da vse ve, kam in kako investirati, se je kar nekaj naredilo, kakšne še vedno gradimo, za kakšne so pa velike ambicije. Zelo lahko je govoriti o tem, kaj ne bi se vse s tujim denarjem, z davkoplačevalskim denarjem naredilo. Zmerna levičarska rešitev je, ja, pa dajmo več denarja tistim, ki pa vendarle imajo še realne potrebe. Imamo pokrajine, imamo, bom rekel, cele predele planeta, kjer so realne potrebe. Kitajska, Indija, vse ostalo lahko raste, ker tam še nima vsak televizije pravnega še stanovanja nimajo. Na Zahodu ima pa že vsaka družina oziroma vsak odrasel človek z vozniškim izpitom skoraj avto. Ampak tudi med nami so taki, ki vsega še nimajo, so mlade družine brez stanovanj, so regije, so pokrajine brez infrastrukture, šol, bolnic in tako naprej. Podjetna desnica. Podjetna desnica bi rekla, ja, normalno, tako kot se v gospodarstvu dela, dajmo delati nekaj tazga, kar se da prodati. Tukaj so Američani našli eno krasno rešitev, oni prodajo Kitajcem papir, na katerem piše, koliko so jim dolžni. Nemčija je nekoliko bolj, se bolj trudi, se mora bolj potruditi, oni morajo Kitajcem prodati avto. Težava s tem, da pač delamo, kar se da prodati, v tem, da marsikdo že vse ima in mu je težko prodati še kaj novega. In tista zadnja možnost je ta ustvarjalna desnica potem, ki pravi, delajmo, proizvajamo za tiste, ki že vse imajo. To sem si sposodil od enega profesorja iz Švice, motor. Motor, njegova funkcija je, da se premikaš, ampak motor kupijo ljudje, ki že imajo nek drug stroj za premikanje. Če malo parafraziram šefa Harley Davidsona, on je rekel, ne prodajamo motorja, prodajamo možnost, da se 45 let star uradnik vozi skozi dolenjske vasi in prestraši vse ljudi in vse kure, ki so tam v bližini. Ni stvar več v funkciji, ampak je stvar v tistemu nekaj več, kar se da početi. No, in zdaj pridemo do tega, katere rešitve mi v našem programu mislimo, da so pametne in katerim se velja na veliko izogniti. Skratka, da delamo manj, je na nek način defetistično. Je koristno delo, nimamo ne denarja, ne drugih sredstev za to. Ni pa neumno več denarja pustiti tistim, ki ga bodo porabili, ki ga bodo nesli v trgovino, ki ga bodo investirali mogoče v svoje stanovanje oziroma razvijati neke regije, ki so trenutno deprivilegirani. Prodajati seveda tistim, kjer so realne potrebe še vedno. Za Slovenijo so to trgi, ki bodo vendarle rasli hitreje od zahodnih trgov, od povprečja Evropske unije, torej Jugoslavija, bivša Sovjetska zveza, seveda Azija, cela Latinska Amerika je dobra priložnost. In pa seveda tisto, kar je najtežje, prodor med zahtevne kupce. Da prodajaš stvari, za katere funkcija sicer že obstaja, ampak ima tista stvar daje nov smisel, ali pa, kar je še težje, ustvarjanje novih potreb in novih funkcij. Rešitve v zvezi s tisto tretjo točko, ki so v programu: socialna pravičnost, enakomeren regionalni razvoj, racionalna vlaganja v infrastrukturo, taka, ki prenesejo neko ekonomsko računico, razvojne osi, gospodarska središča, šole, zdravstveni objekti in podobno. Rešitve za četrto možnost: prijaznejše gospodarsko okolje. Predvsem mene tukaj zanimajo predlogi gospodarstvenikov,
kaj lahko država naredi in jo nič ne stane. Od obeh predgovornikov smo slišali, da smo pravzaprav finančno v zelo težki situaciji. Ampak če nam boste dali predloge, ki državo nič ne stanejo, to bi bilo izjemno neumno in jih ne poslušati. Razbremenitev gospodarstva, to sicer stane, ampak upam, da se splača. Namesto, da od malo subjektov poberemo veliko, rajši od veliko subjektov poberemo nekaj več davkov. In seveda odprto za tuje investicije. Tukaj se kaže, mi si sposoje denarja več ne moremo, narediti moramo dobre razmere za to, da bo prišel tuj denar s tujim znanjem, s tujimi trgi, s tujim znanjem in menedžerji. Strategija mora biti verjetno jasna, globalna konkurenčnost v neki niši, biti najboljši na nekem področju in seveda tukaj so neke storitve povezane z logistiko in zdravjem, ki so gotovo perspektivne. In potem še za konec tista, bom rekel, najtežja skupina. Kako prodajati tistim, ki že vse imajo. Seveda vlaganje v raziskave in razvoj, tudi na podlagi tega, kar smo delali še pod mojim ministrovanjem v Svetu za konkurenčnost, predvidevamo neko zelo decidirano podporo kreativnim industrijam, ker to so tiste industrije, ki povežejo skupaj dizajn, blagovno znamko, marketing in celo to generacijo, produkcijo smisla, produkcijo teh sanj, da se hočeš po dolenskih vaseh voziti in podobne stvari. Ustvarjalnost v šolah, seveda tudi skrb za lepo in urejeno državo in tako naprej. Turizem, zelena in srebrna ekonomija v smislu seveda ekološke prijaznosti in v smislu starejših ljudi kot pravzaprav tudi neke tržne niše, ki bo vedno večja. Za sklep, marsikaj nam pravzaprav trenutno gospodarsko stanje v Sloveniji pove. Dejstvo je, da so dobra tista podjetja v Sloveniji, ki delajo v konkurenčnih razmerah. Paradni konji slovenskega gospodarstva so podjetja, od katerih država nič ne kupuje. Jaz mislim, da je gospod Jakopin, ki tukaj sedi, zato tako dober, ker nikoli ne proda nobene jadrnice državi. Ker če bi prodajal jadrnice državi, kot prodajajo gradbeniki ali pa kakšni računalnikarji ali pa kaj takega, potem bi se že nekaj zmenili in bi šlo naprej. Isto velja, ne vem, za Pipistrela ali pa za Zemanto ali pa za kakšno drugo podjetje. Podjetja, ki delajo pa izključno za državo, se pa polenijo. In to je nauk tega našega gradbeništva, ki je bilo popolnoma zaprto za kakršnokoli tujo konkurenco. Pa v revizorju bi našli še kar nekaj podjetij, ki so pravzaprav v veliki meri prisesana na proračun. Nauk iz tega je, da mora obstajati konkurenca, da mora obstajati možnost izbire, kjer je le mogoče, kjer pa ne, pa seveda tudi drugje, pa merjenje kakovosti, upravljanja, odličnosti, ker je to eden od načinov, da vse na stvari boljše funkcionira. In za konec, da le ne bi bilo vse tako črno, mislim, da vendarle imamo lahko tudi nekaj razlogov za optimizem. Slovenija ni nasičena, Slovenija ni polno razvita. Vse slovenske mlade družine nimajo hiš, cest imamo še vedno cel kup slabih, železniška infrastruktura, cel ta, bom rekel, logistični potencial, se da še marsikaj narediti. Skratka, obstaja povpraševanje, obstaja možnost, obstaja potreba. Drugič, imamo velike rezerve, ko gre za vzpostavitev socialno-tržnega gospodarstva in pravne države. Včasih primerjam to s tem, da smo mi prišli v planinski opremi na štadion, ki bi bilo treba teči na 100 metrov. Dajmo že dolti gojzarje pa rukzak, pa se v superge oblečemo, pa tečemo. In to se da narediti, to infrastrukturo lahko država naredi. Mene zelo veseli, da je Matej opazil v programu tiste točke, ki se nanašajo na pravno državo. Res je, če bomo del tistega uspeli narediti, bodo dosti boljše razmere za podjetje. In seveda tista podpora, tisto malo denarja, kar ga bo mogoče deliti, tisto malo bombončkov, kar bo mogoče iz državnega proračuna dajati v gospodarstvo, je pa treba usmeriti tam, kjer lahko pričakujemo največje donose, največjo rast, se pravi tisti, ki tekmujejo na svetovnem trgu
in ki prodajajo stvari, ki jih tam kupujejo ljudje, ki že, če tako rečem, ki že vse imajo. Tako da, marsikaj od tega je v programu, neko tako razmišljanje je bila podlaga za to, kar smo napisali. Veselim se diskusije v zvezi s tem. Hvala.